Elon Musk je postal prvi bilijonar na svetu, saj je SpaceX lansiral svojo prvo javno ponudbo delnic, levica pa izgublja živce, ker ne morejo prenesti dejstva, da ima en človek toliko denarja, da se jim zdi to nepravično. In še enkrat več to dokazuje, kako malo vedo o ekonomiji. Saj je resnica ta, da ko en človek postane tako bogat, še več ljudi postane še bogatejših, kar je zgodba ameriških sanj. Ljudem je dovoljeno, da rastejo kolikor lahko in zaslužijo toliko denarja kot lahko. Toda ti ljudje, namesto da bi praznovali, kaj to pomeni, so tam zunaj in so frustrirani, ker to niso oni. In zato sem mislila, da bi danes malo govorili o mladih moških, ki so postali milijonarji, ker so sprejeli pametno odločitev in delali za Elona Muska. Kako si dobil službo pri SpaceXu? Jaz in prijatelj, ki sem nas poznal pri drugi službi, sva na koncu pristala v SpaceX. Potem je poklical, rekel sem mu, da sploh ne vem, kaj je SpaceX, ampak greva. Veš? V redu, kakšna je zgodba tega moškega? To je moški, ki je 10 let delal pri SpaceX. Leta 2015 se je iz ZDA preselil v Mehiko in sprejel pogodbo za varjenje koles pri SpaceX za $28 na uro. Zdaj je nadzornik. Prejel je $10,000 v delnicah in imel možnost dodatnih odtegljajev od plače za nakup še več delnic. In točno to je tudi storil. Kljub temu, da je dosegel ameriške sanje, pravi, da ne bo odnehal. Je eden izmed 4400 zaposlenih pri SpaceX, ki so čez noč postali milijonarji z javno ponudbo delnic. Seveda, če ti je res mar za ljudi, bi bila navdušena nad dejstvom, da je danes zjutraj 4400 ljudi postalo res bogatih. Ampak seveda so namesto tega vsi jezni, ker je Elon Musk postal še bogatejši. Hernandez pravi, da je tam delal 10 let, napredoval do nadzornika in še vedno ima 6500 delnic SpaceXa. Koliko denarja lahko zaslužite s to javno ponudbo delnic? Ta začetni znesek bo približno, 180,000. $880,000. Ja, kot priseljenec sem bil vedno naučen, da moram trdo delati in dati vse od sebe pri tem, kar počnem. In zahvaljujoč SpaceXu zdaj vidim luč na koncu tunela. Ali imate občutek, da ste dosegli ameriške sanje? Ja, mislim, ampak ni razloga, da bi se ustavil. Tako je. Ameriške sanje so, da se ljudje nečemu pridružijo in postanejo izjemno uspešni, ker so sprejeli prave odločitve. In vendar imajo liberalci občutek, da so upravičeni do denarja Elona Muska. Ne razumem tega. Tudi jaz ne, Cat. To nima nobenega smisla. In resnično mislijo, da so upravičeni do njegovega denarja. Neverjetno je, kako jezne so te osebe postale. Resnično, kako jezne so postale zaradi dejstva, da je Elon Musk tako izjemno uspešen in da toliko prispeva naši družbi, izumlja avtonomne avtomobile in zdaj počne vse v zvezi z vesoljem in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Prinesel je X, prinesel je Twitter. On je razlog, da imamo še vedno svobodo govora in da vemo za toliko stvari, ki se dogajajo. To je moški, ki svoj denar dejansko uporablja za dobro. In moram reči, pohvala njegovemu transspolnemu sinu Vivian, ker je zaradi nje spoznal, da mora postati njegova življenjska misija boriti se proti woke desničarskemu virusu. Si lahko predstavljate, če bi bil Elon Musk na drugi strani, če bi se postavil na stran norih levičarjev, česar pa ne bi storil, ker ve, da če si na strani levičarjev, nikoli ne moreš biti zares uspešen, razen če si tat, zato vam prinašam to neverjetno poslastico. Elon Musk zasluži $1 bilijon, levica doživi živčni zlom. Vlada ti ukrade polovico plače za $1 bilijon na leto. Levica pa navija. Tukaj je stvar, o kateri levica sploh ne razpravlja, kar se mi zdi popolnoma noro. Tam zunaj imate vse te ljudi, ki počnejo grozne stvari za Ameriko. Goljufive vladne uradnike, ki kradejo. Nore zgodbe ljudi, ki vam res otežujejo življenje. Rušijo gospodarstvo in vam skoraj onemogočajo preživetje. In potem imate tam nekega moškega, ki zasluži veliko denarja, ampak ker zasluži veliko denarja, ga zaslužijo tudi drugi. In celotno gospodarstvo raste. Če bi investirali v IPO podjetja SpaceX, bi morda tudi vi zaslužili veliko denarja. In vendar se raje osredotočajo in sovražijo enega človeka, namesto da bi dejansko pogledali stvari, zaradi katerih je njihovo življenje nesrečno. Torej, na primer, imate tu zlobno staro žensko, ki jo vsi poznamo, žal. Nancy Pelosi. Zdaj, Elon Musk je pravkar postal prvi bilijonar na svetu. Povprečno ameriško gospodinjstvo bi moralo delati več kot 11 milijonov let, da bi doseglo bogastvo Elona Muska. Potrebujemo davek na bogastvo, kaj ne? V bistvu pravi, da če si zelo bogat, potem nimaš nobene pravice, da bi služil denar. Ampak tukaj je zanimiva stvar glede te čudovite ženske. Nick Sword-Slaughter piše: Hej, Pocahontas, minilo je več kot leto dni, odkar sem te to vprašal, pa nam še vedno nisi povedala. Kako si zbrala $12 milijonov premoženja s plačo $176,000? Matematika se ne izide. Rad bi samo odgovoril na tvoje vprašanje. Kako si prišla do $12 milijonov s plačo $200,000 v kongresu? Hvala. Kako ti je to uspelo?
Oprostite, kako ti je to uspelo? Lahko še naprej poskušaš blokirati mojo kamero. Smo na javnem pločniku. Opravičujem se, ker sem jo poklicala Nancy karkoli Pelosi. Njeno ime je Elizabeth Warren. Verjetno to veste in tudi jaz to vem. In ne vem, zakaj sem naredila to napako. Ampak tukaj je zanimiva stvar, kaj ne? Torej, Elizabeth Warren pride ven in reče, to je naravnost ogabno. Ta moški je postal milijonar. Kako je lahko bilijonar? To je odvratno. Bla, 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 bla. In internet je začel to opažati. Obračajo se in pravijo, počakaj malo, Elizabeta. Kaj si ti naredila? Tudi ti si milijonarka. Koliko milijonarjev si ustvarila? Ker je Elon Musk ustvaril na tisoče milijonarjev. On je zaradi svojega poslovnega genija naredil tisoče ljudi izjemno bogatih. Ti pa nisi naredila nič od tega. Zdi se, da samo kradeš in jemlješ in jemlješ in jemlješ. Zdaj zapomni si, Elon Musk si vse to popolnoma zasluži, ker je dokazal, da ni nekdo, ki se osredotoča samo na denar. On se dejansko osredotoča na izboljšanje sveta. Torej imaš bilijonarja, človeka, ki je gradil podjetja, ki so na tisoče ljudi obogatila in izboljšala življenja tisočih ljudi. Če si že vozila Teslo, točno veš, o čem govorim. In to je šele začetek. Prinesel je X in rešil svobodo govora za celoten internet. In dokazal je, da mu v resnici sploh ni mar za denar. Kar je seveda ironično, glede na to, da je bilijonar. A meni je neverjetno, koliko ljudi je frustriranih zaradi dejstva, da je nekdo bogatejši od njih. Seveda bi morala biti na to ljubosumna. Ampak če si na to ljubosumna, kar pogumno. In poskusi postati nekdo, ki naredi toliko dobrega za svet, kot je Elon Musk. Spet, ne strinjam se z vsem, kar počne, bla, 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 bla. Ni se treba spuščati v podrobnosti politike, ampak ta človek je dejansko naredil veliko dobrega. In tukaj je dokaz, kako malo mu je mar za denar. Upaš, ne oglašuj. Nočeš, da oglasujejo? Ne. Kaj misliš? Če me bo kdo poskušal izsiljevati z oglaševanjem, izsiljevati z denarjem, naj se jebe. Jebi se. Je to jasno? Torej, za tiste, ki ne poznate zgodbe, to je dan, ko je Elon Musk oglaševalcem na X rekel, naj se jebejo. Bil je vreden $220 milijard. $220 milijard, kar je veliko denarja. Zdaj pa je vreden $1,1 bilijona. V bistvu je bilo na X kup oglaševalcev, ki so rekli, da se ne strinjajo s politiko Elona Muska in tako naprej, zato ga bodo izsiljevali, ne bodo oglaševali. In on je rekel, iskreno, jebe se mi za vas. Ne boste me izsiljevali, ste nori, sem milijarder, ne briga me za vaš denar. Če ne boste oglaševali, v redu, bomo že našli drugo rešitev. Upam, da je tako. Hej, Bob, če si v občinstvu? No, naj te potem vprašam. Tako se počutim. Ne oglašuj. Kako pa potem razmišljaš o ekonomiji? Upaš. Tako da je tip, ki ga intervjuva, popolnoma osupal, ker je ta moški drugačen. Ne obnaša se tako kot drugi ljudje. Ima drugačen pogled na stvari, ki se dogajajo. In iskreno se s tem strinjam. Poslušaj to. Pesimisti zvenijo pametno, optimisti pa gradijo svet. Mislim, da ne bi mogla biti bolj resnična izjava. Ja, zveniš zelo pametno, ko kritiziraš Elona Muska in govoriš, kako grozna oseba je. Kako si lahko to privošči? Ampak ne vsezadnje, če res želiš graditi Ameriko in našo družbo, boš moral nehati samo jamrati o tem, da so drugi uspeli in dejansko poskusiti uspeti tudi sam. Kaj se je zgodilo s tistimi 4400 ljudmi, ki so postali milijonarji? To je ameriške sanje, a zaradi tega so tisti, ki niso postali milijonarji, ljubosumni. In namesto, da bi se osredotočili na dejstvo, da bi se tudi oni lahko pridružili naslednji pobudi Elona Muska, delali zanj in morda postali zelo uspešni, ga bodo samo obsojali in govorili, da mora plačati davek. Kot da mora obstajati omejitev, koliko denarja lahko zasluži. Zdaj, s celotnim svetom umetne inteligence in s tem, kako se bodo stvari razvijale, mislim, da je morda smiselno govoriti o tem, kaj se zgodi, ko lahko nekateri ljudje zaslužijo res veliko denarja in na koncu ta denar ukradejo vsem drugim. Jaz tega ne vidim tako. Mislim, da te ljudje ustvarjajo več in več kot več ustvarijo, bolj so uspešni. In hvala za vašo pozornost glede te teme.